Na Kitajsko se gre v bistvu največ zaradi velikega trga, velike populacije, hitro rastoče kupne moči in pa seveda priložnosti, ki jih to okolje nudi. Na Kitajsko predlagam, da se gre tista podjetja, ki vidijo tržno nišo na Kitajskem, in predvsem pa podjetja, ki v bistvu so za to zrela, ker na Kitajsko ne more iti vsakdo, ampak tisti, ki si lahko to privošči, ker mora tudi v bistvu vzeti v obzir velike vstopne stroške. Zdaj mogoče za tista podjetja, ki se prvič lotevajo tega posla s Kitajsko, zagotovo že imajo neke mednarodne izkušnje na zahtevnih trgih. Je vendarle najbolje, da gredo prek nekega posrednika, ki ima določene licence za upravljanje posla, bodisi izvozno-uvoznih poslov, ali pa se pravi kontaktov, bodisi evropskih poslovnežev, ki tam delujejo, ki so nam mentalno bližje, tudi poslovno kulturo imajo bližje slovenskim in nekako so nek most med našo mentaliteto, našim ustaljenim načinom poslovanja in pa kitajskim načinom, ker moramo se zavedati, da sami neposredno bomo težko sklenili kakršenkoli posel. Ista je pa zgodba, ko si lokalno prisoten se pravi proizvodnim podjetjem, bodisi v skupnem partnerstvu s Kitajcem, kjer je zelo pomembno, da imaš odločevalni delež pri upravljanju, komercialne posle pa potem prepustiš lokalcu. Tako govorijo izkušnje. Ja, najboljše je v bistvu, če gremo sami, da gremo prvo preko verjetno kakšnega predstavništva, da si odpremo predstavništvo. Vkolikor ugotovimo, da je to ekonomsko upravičeno, začnemo v bistvu z aktivnostmi, da odpremo podjetje v popolni tuji lasti, torej, da imamo popoln nadzor nad podjetjem, seveda pa z tega vidika moramo računati tudi stroški, kot je že bilo omenjeno, po drugi strani pa lahko pričnemo z vsemi operacijami, ki jih pač ponuja to podjetje po pridobitvi vseh licenc in vseh pač dovoljenj, da lahko podjetje posluje. Ja, raziskavo trga je najboljše narediti sam, v bistvu z svojimi ljudmi. Moraš pa imeti vedno tudi lokalca, ki ti pač pomaga in odpira določena vrata, seveda pa tudi se morate soočiti z jezikovnimi barierami. Tako da je velikokrat potrebuješ prevajalca, da v bistvu lahko dobiš določene odgovore, ker še vedno v bistvu Kitajci ne razumejo dosti angleškega jezika, posebej starejše generacije. Zdaj, priložnosti za slovenska podjetja mogoče razdelimo v dve kategoriji. Pri eni lahko omenimo artikli, ki se neposredno izvažajo, recimo za končnega kitajskega uporabnika, kjer je v zadnjem času veliko priložnosti, predvsem na področju prehrambenih izdelkov in pa pijač, tudi alkoholnih pijač. Druga zadeva, ki je pa priložnost za slovensko industrijo, ki dobavlja lokalnemu trgu, pa je, da se lokalno odloči za lokalno proizvodnjo in izkušnje in priložnosti kažejo največji potencial na področju avtomobilske in pa elektroindustrije. Striktno za lokalni trg. Tiste zgodbe, ki so bile aktualne recimo 10 let nazaj, ko so evropska in pa slovenska podjetja na Kitajskem proizvajala zato, da so te artikle izvažala nazaj v Evropo, so se zaključile, se pravi, ostajajo izključno tista podjetja, ki proizvajajo za potrebe lokalnega trga. Na Gospodarski zbornici Slovenije nudimo več vrst tega svetovanja, nekaj je individualnega pristopa, ko pač firmam svetujemo preko preverjenih kontaktov, ki so dejansko vpleteni v posel, kako se da posel dejansko izpeljati, bodisi preko slovenskih poslovnežev ali pa tudi deloma evropskih in hongkonških. Druga oblika so neke skupinske promocije, ki jih izvajamo na tem trgu, recimo tradicionalno za slovensko transport, logistiko pripravljamo poslovne forume, običajno na vzhodnih delih Kitajske,
kjer občinstvu z področja transporta logistike predstavimo Slovenijo kot logistično destinacijo za centralno Evropo in hkrati organiziramo B2B srečanja med slovenskimi in lokalnimi podjetji s pomočjo partnerskih institucij in slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništev. Priročnik je za člane Gospodarske zbornice Slovenije na voljo na sami inštituciji. Podjetja, ki se zanimajo, da bi prejela ta priročnik, naj nam sporočijo svoj interes in ga lahko dobijo bodisi preko poštne pošiljke ali pa skupaj z individualnim svetovanjem, se pravi na sami Gospodarski zbornici.